Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji V Mariboru si. Tokrat bomo oddajo namenili potezi Mestne občine Maribor, da za prostore, v katerih delujejo uspešne nevladne organizacije ali pa tudi, zadruge, razpisujejo dražbe po načelu, kdo bo dal večjo najemnino, ta bo imel prostore. To mogoče ni sporno, če bi šlo za profitabilno dejavnost ali pač. Naj povem na začetku, da smo seveda predstavnike Mestne občine Maribor povabili in tudi v to oddajo predstavnikov ne župana, ne podžupanov ni, skratka, predvsem tudi ne iz liste Arsenovič za Maribor. Zakaj, pač vedo oni. V studiu pa so sicer iz zadruge Dobrina, gospod Denis Ploj, lep pozdrav, mestni svetnik liste mladih Povezujemo, Matic Matjašič, lep pozdrav tudi vam. Mestni svetnik liste pešcev in kolesarjev Željko Milovanovič, lep pozdrav. In pa pobudnik peticije za društvo Hiša iz kulturno-umetniškega društva Moment Uroš Kaurin. Tudi vam lep pozdrav. Pa mogoče pravzaprav povejmo, zakaj vi ste bili tisti, če ravno niste osebno, konkretno vpleteni, društvo Moment, ki ste javno povzdignili glas proti temu razpisu, ki ga je Mestna občina Maribor za 2 nepremičnini praktično dala. To se pravi, kdo bo dal več, tisti bo imel najemne prostore. Kaj menite o tem? Kaj je tu sporno? Sporna je po mojem že ta osnovna predpostavka, da je edino denar oziroma edino tisti, ki ima možnost plačati večjo najemnino, ima tudi možnost imeti prostor v centru mesta. Mi smo napisali peticijo zato, ker je društvo Hiša, ki ga dobro poznamo, katerega programe poznamo, eno tako društvo, ki je silno povezovalno, ki je zelo s svojimi programi namenjeno najširšemu krogu ljudi in iz tega vidika se nam je zdelo nujno, da se pokaže solidarnost in da se njihove programe, njihovo dejavnost podpre. Istočasno je pa to v bistvu izhajalo iz tega, zato ker se nam zdi, da mesto ne živi z trgovinami, mesto ne živi z nekimi znanimi svetovnimi blagovnimi znamkami, ampak živi z ljudmi, z programi, ki so namenjeni ljudem in zato smo napisali to pismo podpore, ki je potem preraslo v peticijo. Zdaj, ker predstavnikov društva Hiša tokrat ni, so se opravičili zaradi bolezni. Kaj pravzaprav društvo Hiša daje Mariboru, da tisti, ki ne poznajo, zakaj je problem sploh pravzaprav? Društvo Hiša daje skozi svoje različne programe, katerih je tudi en Rise Fiber, projekte, ki so vključevalni, ki niso hermetični, ki pogledajo na turistično ponudbo Maribora z enega drugega zornega kota, z enega bistveno bolj trajnostnega zornega kota. Oni so, ko so lani dobili razpis za MJU, torej od Ministrstva za javno upravo, to je bilo lani, so v bistvu razpis je bil namenjen temu, da se zaposlijo ljudje, ki bodo na nek način prinašali denar nazaj in kaj so oni kot vodje tega projekta naredili, so v bistvu povezali celotno mesto, celotno kulturno krajino mesta z namenom, da bi mariborska turistična ponudba bila bolj trajnostna, da bi bili bolj povezani, da bi vsi skupaj neko bolj pozitivno sporočilo dajali mestu. In mislim, njihovi sprehodi najrazličnejši in to so v bistvu taki programi, ko me navdušuje. Turistično ponudbo mesta, oživili so center mesta, ne? Ja. Ampak ne gre za to, da bi oživili center mesta. V Ljubljani je center mesta živ kot še nikoli, ampak v Ljubljani je center mesta živ z trumami turistov. V Ljubljani ti ne greš več čez Ljubljano, pa se mirno sprehodiš, pa srečaš kolega, pa se usedeš z njim na kavo, zato ker ga ne vidiš.
Zato, ker je tako, mislim, dobro, zdaj mogoče malo pretiravam, no, ampak precej zasičen center. In pač najbolj eklatanten primer tega je to, da so najemnine v skoraj v celotni Ljubljani, specifično pa v centru sploh, popolnoma nedosegljive nekemu povprečnemu prebivalcu Slovenije. Ne. Se bojite, da se bo to tudi v Mariboru zgodilo? Absolutno. Mislim, seveda. Jaz mislim, da je, pismo podpore smo mi napisali tudi zaradi tega, zato ker so procesi... Se poleg vas je še nekaj podpisalo, ne? Ni samo torej društvo Moment, ne? Torej kulturno-umetniško društvo, še nekaj vas je podpornikov, tudi med drugim direktorji javnih zavodov, če se ne motim, to se pravi in Muzeja narodne osvoboditve, to se pravi, bom rekel, seveda v fizični obliki so se podpisali direktorice in direktorji, ne? Glejte, to peticijo je na internetu podpisalo do zdaj že 2100 čez 2100 ljudi. Čez 2100 ljudi in organizacij. In to so od nekih stanovskih društev do posameznikov, pač podpora je velika, ne. Ampak meni je bilo res najbolj pomembno, se pravičujem, ni toliko to, Rise Fiber so naši prijatelji in mi moramo poskrbeti za naše prijatelje, ampak gre dejansko za to, da imajo program, ki je zamišljen trajnostno, ki je zamišljen tudi za prebivalce in ki ni namenjen izključno profitu. In moje prepričanje je, da s takšnimi programi, s takšnimi projekti se v bistvu borimo proti gentrifikaciji, ne. Ali se vam zdi, da ravno zato, ker ste v bistvu govorimo o bolj ali manj nevladnem sektorju, bom rekel, neki alternativni kulturi, da jih rada politika potisne tam na stran, češ saj ne rabijo biti tukaj, ampak naj bodo tam nekje ob robu mesta. Je to problem mogoče? Mislim, ne bi hotel posploševati, ne, ampak sigurno obstaja nek pogled, ki razmišlja o nevladnem sektorju kot o nekih prostovoljcih oziroma neki prostovoljni dejavnosti. Ne gre za to. To so društva, ki zaposlujejo ljudi, to so društva, ki dejansko prispevajo k razvoju mesta, družbe in tak. In pač zelo dejansko, zelo konkretno ljudje dobivajo plače tudi v nevladnem sektorju, ne. Tako da to ni neprofesionalna dejavnost, ne. To so vse profesionalne dejavnosti. Kaj pa mestna svetnika pravite? Namensko smo, bom rekel, iz vaših list povabili, ker ste vedno bili bolj nekje na strani, bom rekel, vi na mladinski, vi bolj, bom rekel, na neki nevladni ravni, kakorkoli zelo radi podprli to nevladno alternativno sfero. Kaj menite, je ta razpis še en izmed napak zdajšnjega župana? Če se spomnimo, da prvo, ko je prišel pravzaprav sicer ste v koaliciji, ne? Ampak najprej, ko je prišel na občino, si uredil svojo pisarno za 22 000 evrov, ali koliko je že stalo. Ne? Kaj menite? Glejte, v bistvu bi šel 5 let nazaj, ne? Zdaj, če se predstavljate si, spomnite se pred 5 leti, kako je bilo, ko ste se sprehodili čez Gosposko oziroma Slovensko oziroma, ne vem, čez nekatere druge predele starega mestnega jedra, kaj ste pač videli v izložbah, koliko življenja ste videli na ulicah, pač slabo, ne. Mislim, taka malo že črno-bela slika, ampak kar prazno, kar neke mogoče na silo, neatraktivne trgovine, ki so trajale mogoče par mesecev in so se potem zapirale, pač žalosten je bil ta pogled. Hkrati pa je bilo ogromno praznih izložb, praznih prostorov, ki so bile v lasti mestne občine Maribor. In takrat je naredila mestna občina Maribor
očitno dobro potezo, da je te prostore po celotnem centru namenila nevladnim organizacijam. Tako kot primer dobre prakse, na primer Izola že pred leti, ko so dali za 1 evro v najem. Kot primer dobre prakse, o katerem se ni slišalo samo v Sloveniji, ampak se je tudi predavalo po tujini, po Evropi, kot v Mariboru, kot primeru dobre prakse na področju začasne rabe. Ne. Ampak problem pa je, da v tem času mestna občina ni oblikovala neke jasne vizije, neke strategije, tudi kakšnega pravilnika, da bi določili oziroma da bi si pač povedali na glas, kaj si pa potem kot skupnost po teh 5 letih želimo, ne, potem s temi prostori. Ne. In pač minilo 5 let pogodbe, to so zdaj prve pogodbe, ki se zaključujejo, ne, in ni neke jasne vizije, se ne, da bi pač javnost vedela za njo. In predstavljam si, da želim si verjeti, da ni zdaj tukaj v ozadju te zgodbe neke teorije zarote, da ni tu nekega zarotništva. Nočem si tega verjeti. Ne. Predstavljam si pač to, da je zdaj županova ekipa, relativno še vedno nova ekipa, se je znašla v bistvu pred nekimi drugimi prioritetami. V 2 letih mora realizirati toliko infrastrukturnih projektov, kot jih ni nikoli prej v enem kosu, mestna občina Maribor. In je verjetno so to neke obrobne teme, ki so prepuščene uradništvu. Ne? In zdaj pač nekateri uradniki se malo bolj zavzamejo za nekatera področja, nekateri pa pač iščejo neke nalaže rešitve. Če vas prav razumem, poskušate dopovedati, da je županova ekipa to zadevo za dražbo dala stihijsko ven in prepustila uradnikom. Ja, enemu izmed uradnikov na občini. Mislim, da je to dosti bolj verjetno, kot pa to, da bi imel kdo neke slabe namene. No. Jaz mislim, da je dejansko problem v tem, da ni vsebinskih delavcev, ker od uradnika jaz osebno ne pričakujem, da se bo zdaj ukvarjal z pripravo strategije, z pripravo vizije o tem, kako si predstavljamo naše mesto pač v prihodnosti. Uradnikova naloga je, da izvede, da realizira nekatere strategije. Ne? In pač gospod Kavrin, gospod Polj, kaj menite na to teorijo? Tudi jaz menim, da je nekaj v tej smeri, no? Ampak je težavno ravno v tem, kot ste prej omenili. Pred 5 leti so te pogodbe sklenile o tej brezplačni uporabi za nevladne organizacije in takrat se je naredilo, lahko rečemo, neko testno obdobje. Tako se jaz predvidevam. So vam takrat dali pa rekli, zdaj imate tu pogodbo, v 5 letih ne vem, kaj morate narediti. Ali samo tu imate pogodbo in to je bilo to. Z našega vidika je bilo dobesedno tako, da sedaj imamo tukaj pogodbe, 5-letne zaradi zagona startupa socialnega podjetja, po 5 letih pa se bo začela obračunavati najemnina. In takrat se dobesedno nihče ni pogovarjal o tem, kakšni bodo potem postopke za razpis. Nihče ni vedel potem to, da dobesedno pomeni, da po 5 letih si ti enakovreden, ne vem, neke x osebe, katera še v teh prostorih nikoli ni bila in ni v njih vlagala in ni na njih gradila svoje blagovne znamke. In tukaj je težava, se pravi, da ni možnosti, da bi tisti, kateri živijo v teh prostorih, kateri so trenutno, lahko rečemo, solastniki prostorov oziroma najemniki prostorov, da bi lahko imeli ti nekolikšno prednost pri samem najemu prostora. In tukaj jaz mislim, da je ta glavna težava, ker vsi bolj kot ne vemo, da recimo, če ti po 5 letih še zmeraj nimaš nekih sredstev, s katerimi bi lahko neko normalno najemnino pokrival, dvomim, da si lahko rečemo ti neko podjetje, neki startup, kateri ima neko vizijo. Tukaj je nekoliko drugače pri nevladnih organizacijah, recimo kot v našem primeru v zadrugi, ker zadruga definitivno je dobesedno za to, da združuje neke interese, vstopa na trgu, ampak mora biti tudi na trgu nekako, lahko rečemo, enako ostalim podjetjem. Gospod Kavrin, kaj vi menite o tem, kaj je povedal gospod Svetnik? Jaz se strinjam oziroma mislim podobno kot Željko, ampak je pač tak je, zakon, pravilniki, predlogi so sicer mrtva črka na papirju, ampak če se z njimi ne dela, pač oni meljejo oziroma grejo neko svojo pot in če se jih ne usmerja, če se jih ne vodi z neko vizijo, strategijo, potem postanejo same sebi namen oziroma dostikrat mogoče celo delujejo proti temu, za kar so bila v osnovi napisana. Jaz absolutno ne mislim, da
da je to nek napad na nevladni sektor. Absolutno ne. Kvečemu bi si želel, da bi bilo mogoče samo malo več energije vloženega v reševanje tega. Ja. Bom si upal reči. Če se ne motim, ste prej zunaj dejali, da ni zadeva črno-bela. Ja, zakaj? Sliko bi malo razširil. Ja. Ko ste rekli, prihajam kot svetnik. Ja. Sem predeloval v organizacijah nevladnih, mladinskem sektorju predvsem. Pa zato poznate v ta svetu zadevo, mladinskem, ki smo... Je to zdaj bav, da grdi župan želi nevladnikom vzeti prostore ali ne? Ali pa je kaj drugega? Ne, mislim, da ravno obratno. Župan Arsenović se zelo trudi situacijo rešiti. Glede tkalke, lahko povem, da smo včeraj na koaliciji o tem govorili, zelo iskreno, zelo odprto. Župan je našo rešitev za tkalko, vsi uporabniki, govorim, kar sem včeraj slišal, da bo pomote, jaz sem tukaj kot župan, vsi uporabniki tam ostanejo, za neko minimalno najemnino, govorimo okrog 6 € na kvadratni meter, plus tega se bo stavba iz ekosklada energetsko sanirala. Torej bomo imeli vsi ti uporabniki, ki zdaj plačujejo stroške, elektrika, ogrevanja, hkrati nižje stroške. Ampak če ste v koaliciji, zakaj najprej, bom rekel, najprej se pride v javnost z neko bav zadevo, pol se pa počasi nazaj potegne, ne? To je zdaj že, mislim, da ta ekipa županova že drugi ali tretjo zadevo podobno dela. Zanimivo, da je spet ni v studiu, ne? Sploh z javnostjo žal ta ekipa zelo redko komunicira. Bom zelo odkrit tukaj. Rečite. Jaz sem na koaliciji prvi izpostavil tematiko razje fibra. Zelo glasno, se je malo pomaknilo v kot, potem sem tudi izpostavil, da bom peticijo, ki sem pravilno podpisal, župan me je poklical, situacijo razložil malo še z druge strani in se stvaril neko meni. Mislim, da tudi ni bilo prav, da je društvo Hiša komuniciralo, da ni komunikacije z občino, da noče komunicirati, medtem pa sem jaz videl recimo maile, srečanj, zapise srečanj župana in predstavnikov društva, tako da mislim, da ni tako bav, kot se zdaj vse skupaj dela. Poleg tega ta razpis je zdaj aktualen, župan je povedal in nam koaliciji, mislim, da tudi javno, da lahko župan kadarkoli ta razpis ustavi, da lahko pred podpisom pogodbe ne podpiše. To je bilo na koaliciji povedano. Pogodbe. Se pa išče rešitev. Moram pa vedeti, da niti prejšnji župan, niti predprejšnji ali predprejšnji niso imeli strategije upravljanja s temi prostori, kot je prej kolega povedal. Mi smo včeraj na koaliciji bili zelo enotni, da gremo v strategijo upravljanja z občinskimi prostori. Da se naredi nek zemljevid, neki tlorisi, da se naredi nek točkovnik in podobno. In mislim, da je to ključ do rešitve. Ker gledajte, dogajajo se tudi zlorabe. Nadzor uradu, recimo uradu za kulturo in mladino, ki sploh nima vodstva, mimogrede, je izredno slab, dogajajo se zlorabe. Imamo primere v Mariboru, ko si politična stranka v prostorih organizacije nevladne, ki ima zajem brezplačni, tam ustanovi sedež. Kolega bo znal tem več povedati, kje ima stranka kolesarjev in pešcev sedež. Organizacija nevladne, ki ima zastonj prostore. To ni prav. In to se mora sankcionirati in se mora pregledovati. In manjka nadzora občine in manjka strategije. To se pravi, noben se z nevladniki ne ukvarja v tem trenutku ali pač. Naj samo povemo, tisti, ki ne poznate društvo Hiša, namreč njihove dejavnosti in programi so živa dvorišča, to vam bo verjetno zelo znano, Rajze Fiber je druga, festival sprehodov, govorimo o promenadi Klobučkov, dediščina mesta, Lumina, center grafičnih umetnosti, podzemni rovi, Tezno in še ostalo. Če zgubijo prostore, če nekdo pride in reče, jaz bom pa plačal toliko denarja, kaj potem? Po domače bodo šli ven ali kako? Ta društva ne bodo kar tako, mislim, da to toliko energije v teh društvih, da se vedno znajde, poleg tega pa ne bo nobeno ostal na cesti, koliko jaz vem prostorov, kar nekaj zadostnih v Mariboru. Je pa po drugi strani, jaz tudi poznam recimo situacijo ogromno nekih mladih iniciativ, društev, ki ne pridajo do prostorov. In mogoče pa je ena zdrava konkurenca med temi, konkurenca pod narekovaji seveda, organizacijami, pa vedno se vprašujejo te mlajše recimo skupine, zakaj pa mi prostore ne dobimo, ne? Zakaj nikoli imamo možnosti. In je prav, da je nek točkovnik, žal vedno na koncu neki kriteriji so, in mislim, da strategija je tista pot, ki bo pripeljala Maribor na to pravo pot. Je to? Kaj menite? Strategija definitivno, ne. Se pravi, da se ve, kaj se v mestu želijo, ne. Da dobesedno niso v mestu neke trgovine, katere, ne vem, po 6 ali pa mesecih ali pa enem letu zaprejo svoje vrata, bo da so notri vsebine, katera naredi v mestu živo. Primer je čisti dober primer za moje pojme je Tkalka, ulica Tkalski prehod, vsi, ki jo poznate, je prej bila dobesedno mrtva ulica, ne. Ko so noter začela, nekako ko se je Tkalka ustanovila, ko smo se preselili noter, je zadeva v celoti zaživela. Celotna ulica je, lahko rečemo, živa, nekako vzpostavila povezavo.
bolj kot ne življenje spet v njej. Ne. Prej pa so, lahko rečemo, zavladali golobe. Prvi primer, kaj smo imeli, je trebalo počistiti oziroma nekako zmanjšati količino golobov. Redno se je lulalo v tej ulici, ker je bila stanovanjska. Tako je. Zelo na kratko, samo ena stvar smo izpostaviti. Treba je pa ločiti, ne? To pa moramo biti toliko fair. Podjetja, start-up, neke zadeve profitne, morajo po nekem času ustvarjati profit. Medtem ko organizacije nevladne ne moremo in ne smemo pričakovati, da bodo ustvarjale profit, ker ga ne smejo, ker so neprofitne organizacije. In bi bilo krivično reči, organizacija, ki je 5 let tam, zdaj pa morajo ustvarjati profit, če je neprofitna. Druga stvar je pa pri nekih podjetjih, pri nekih zadevah, ki ustvarjajo profit. Tam pa normalno, da pričakuje investitor po nekem času. Vse tako je za vsemi razpisi. Gospod Milovanovič, konkurenca med nevladniki, da jih malo prevetrimo? Ali... Jaz mislim, da ni. Tudi za to ne gre. No. Ampak hotel sem še vam pač naprej pokomentirati. Skratka, vidim problem, ker ste ga tudi prej sami izpostavili, v nekem širšem nerazumevanju in neprepoznavnosti sploh nevladnega sektora. Kaj dela nevladni sektor, kaj je funkcija nevladnega sektorja, za katere v bistvu funkcije v družbi skrbi, ne? In potem se to nerazumevanje prenaša na mestno upravo, ne? Ker predvsem to nerazumevanje je predvsem prisotno na lokalnih ravneh. Mogoče na ministrstvih, na državni ravni je dosti boljša komunikacija in mogoče se država dosti bolj zaveda pomena nevladnih organizacij, ker tudi sama država investira v njih. Ne. Tudi na prihodkovni strani ni funkcija mestne občine, tudi naprimer mestne občine Maribor, da bi v bistvu preživljala te organizacije, ker delež sofinansiranja nevladnega sektorja strani občin je zelo manjšinski. Funkcija mestne občine je, da nudi neki osnovno podporno okolje, kot so, ne vem, v prostorih, v kakšnih drugih infrastrukturnih prijemih, neko sofinansiranje, osnovno sofinansiranje programov, ki se v tej skupnosti izvajajo, no, ampak večina prihodkov pa pride bodisi strani države, bodisi strani Evropske unije in pa iz lastnega dela na trgu. Ne. In predstavljam si, da bi morala biti občina, in zdaj v tem primeru, tudi na primeru Rajzefibra, bi morala biti mestna občina Maribor, bi se morala najprej vprašati, če ne ve, kaj nevladne organizacije počnejo, ne vem, če ne ve, kaj počnete pozitivnega pač za naše okolje in kako vam lahko pomagamo. Ne? Ker ta situacija, da se sploh moramo danes tukaj srečevati, da je stanje alarmantno, se mi zdi popolnoma nepotrebna. To bi preprečili mogoče z 1, 2, 3 konkretnimi sestanki, pa sploh ne bi bilo, ne vem, peticije. Zanimivo, zakaj recimo občina ne odreagira na to? Ne odreagira pa reče, gledajte, nimamo nič proti nevladnikom, nimamo nič proti, bom rekel, tako imenovani tudi zadruge in tako dalje, proti tkalki, ampak želeli bi to in to. Se mi zdi, da so spet kar nekaj naredili, zdaj je seveda halo v javnosti, zdaj pa bomo se počasi nazaj potem, pa se nismo tako mislili, ne? Tako za tkalko, zdaj se naenkrat več ne bo opravdala. Mislim, to morate župana vprašati. Ja. Se vem, jaz bi rekel, vas sprašujem, ne? Jaz bi rekel, začetniška nerodnost, vsekakor pa ne nekaj slabi nameni ali sovražno nastajanost proti organizacijam nevladnim, niti slučajno, po mojem mnenju. Tukaj bi jaz tudi dodal to zadevo, recimo, ne, primer, tkalka sama, vemo, da je bila prej veliko let že zapuščena, ne. Ko smo prišli noter, smo vložili v njo veliko sredstev, da smo jo sploh lahko obnovili, ne. Potem imamo redne vzdrževalne stroške, preko, ko se je najem naredil, in te vzdrževalne stroške, ne, se pravi, tudi če ni bilo najemnine v teh letih, ni bilo nobenega stroška, ta objekt občin ni predstavljal trenutno nobenega stroška zadnjih 5 let. Vzdrževali pa ste ga, da ni vzdrževali ga smo, ogrevali ga smo, tudi kakšne sanacije so se manjše opravile v samem prostoru, ne. Tako da jaz mislim, da tudi če se zdaj dobesedno prostor lahko rečemo ukinejo pogodbe, se prostor zapre, dvomim, da bo lastnik tako hitro prišel kakšnih odprtih rok pa rekel, mi bomo to stavbo prevzeli, odkupili karkoli, ne. Bo pa potem takem nastal na občini strošek, ne. Se pravi, ne vem, vsaj da neko normalno temperaturo se mora hiša greti, tudi neke stroške so recimo z strani kakih vlomilcev ali česarkoli in zdaj teh stroškov občina recimo ni imela, ne. Tako da jaz tu iz tega vidika mislim, da je dobro, da so reaktivni. Bomo nadaljevali takoj po oglasih. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru vsi, pogovarjamo se pa o nesrečni
dražbi oziroma razpisu za dražbo prostorov, v katerih zdaj domujejo nevladne organizacije. Prej ste želeli nekaj dodati? Ja, v bistvu gre. Ene par stvari smo zdaj že povedali. Ne? Govorili smo o konkurenci, ne? Matic je omenil konkurenco, omenil je, da se da tudi prostor mlajšim oziroma novim društvom. Ne? Mislim, da mlajša nova društva ne bodo prihajala z bolj ugodno ponudbo, samo za primer Rise Fibra. Ne? Potem je tudi vprašanje, ko govorimo o konkurenci, kakšen je ta točkovnik, ne? Kakšna so ta pravila. Meni se zdi absolutno nujno, da se zmenimo, po kakšnih pravilih igramo, kaj so kriteriji, s katerimi se nek prostor dobi oziroma določa vsebino, in potem je vse to dosti lažje debatirati in imeti dejansko mnenje, če veš, kaj se hoče tam imeti. Lahko izmerimo, da ta nevladna organizacija bo v redu, ti pa ne bodo v redu. Kaj bo to? Koliko članov je, ki so tista merila, da ne bomo delali krivice? Vprašanje, kaj dela, no? Na kak način služi družbi, ne? Ker nevladna organizacija lahko pridobi status v javnem interesu na našteto področjih, podeljujejo v ministrstva, ampak pogoj je, da ti deluješ v javnem interesu, da tvoje delo in rezultati presegajo izključno interese članov, samih članov, torej pomeni, da služiš širši skupnosti, državljanom pa to. Ne. In pač je vprašanje, kaj dela, ne, oziroma kakšne so potrebe družbe in katere rešitve jih pač nosi nevladna, specifična, dotična nevladna organizacija. Ne. Ampak če smo zdaj, recimo, vzamemo spet primer Rise Fiber biro, ker je mogoče najbolj trenutno slaven. Torej, oni v tem trenutku razvijajo produkte, alternativne turistične produkte. To ne pomeni, zdaj, da so to produkti alter scene, pa to ne vem, pa tudi Arts Myanmar trgovinica je tudi ena taka lušna zadeva. Točno tako, to pomeni alternativno, pomeni, da pač je nekaj novo, sveže, ne to, kar smo pač bili vajeni do zdaj. Ne. Recimo, ne vem, še pred nekaj leti smo dobili Magnetek Maribor, kakorkoli. Za hladilnik, ja. Točno, tega pa res nismo zdaj imeli. oni razvijajo te produkte in zato so dobili, kot je že prej Uroš omenil, približno 120 000 evrov in jih razporedili v izvedbo projekta med različne organizacije, ki delujejo na tem področju. Ne? In to pomeni, mislim, ni sporno, da je Maribor potreboval to in da je država v to investirala. Tako da tukaj ni, mislim, tu so stvari čiste. Potem imamo, ne vem, nevladne organizacije, imamo, ne vem, gasilce, gasilska društva. Ne. Torej, ko zagori, jih potrebujemo in gasilci pridejo pogasiti, pomeni, da opravljajo svoje delo, pač opravljajo svoje poslanstvo dobro. No. In zdaj bi lahko kar začel naštevati in se ne bi ustavili jutri primere nevladnih organizacij na različnih področjih. Ne vem, imamo mladinsko problematiko in pač odgovor na mladinsko problematiko so kot dopolnilo recimo javnim inštitucijam, ki rešujejo mladinsko problematiko, so potem nevladne organizacije, pridejo spet v to funkcijo. Je upravičena bojazen, da je tudi, bom rekel, kar neka evropska, v določenih evropskih državah postala ena gonja proti nevladnikom, ne? To so tisti bav, ne? Sovražniki države. Za primer poglejmo sosednjo Madžarsko, kjer se to podobno dogaja z nevladniki, da si malo preveč sosede ogledujejo, vse kaj nevladniki, idite tam, ne? Zdi se nam malo v miru žogico, pa mislim, da nismo v taki situaciji, da Madžarska je še daleč, da so v Sloveniji spoštovane organizacije nevladne. Lani smo dobili zakon o organizacijah nevladnih, dobili smo tisti nov razpis, nova sredstva državna, gre v pravi smeri. Tudi občina, mislim, da bo še naprej podpirala organizacije nevladne, se trudila glede te strategije in kriterijev, pa mislim, da bo tako kot vse strategije, vsi odloki delane skupaj z uporabniki, z organizacijami in to je edino prav. Mislim, da bomo našli neko skupno pot, ki bo naprej imela zgodbo za organizacije tudi v Mariboru, no. In da ni tako bav in stanje alarmantno. Ampak čisto me tako zanima kot mestna svetnika, kaj podpirata? Nevladniki z določenimi programi v centru mesta ali v bistvu vseeno, da so na drugem koncu mesta? Bo nekdo rekel, zakaj? Pač, če ne bodo tu, pa jih dajmo na Tezno ali pa jih dajmo, ne vem, Magdaleno tam. Odvisno dejavnosti. Jaz bi pričakoval, da po 5 letih
ko so pač nekateri zelo dobro opravili svoje delo in še enkrat predstavljamo si Maribor pred 5 leti, center mesta in poglejmo ga danes. Da jim preden nekdo tem ljudem iskreno pove oziroma organizacijam, zdaj pa pojdite drugam, tam smo vam našli nove prostore, ne, da jim reče vsaj hvala. Ne. Na tak način bi si to predstavljal. Osebno podpiram dobre zgodbe, ki rastejo v mestu. In ne vem, še enkrat bi rad poudaril, te organizacije nosijo tudi sicer samo za mehke vsebine, no, rečem samo zato, ker se mi zdi, da trenutno za te vsebine ni toliko posluha, kot bi človek pričakoval, ampak za mehke vsebine te organizacije nosijo veliko evropskega denarja v mesto, ogromno evropskega denarja, dosti več, kot ga je recimo pripeljala mestna občina Maribor v zadnjih letih. In tudi javnost pa to zelo malo ve. Tudi če javnost za to zelo malo ve, tudi na e-radiu se to recimo ne vidi, tega podatka ni. Poglejte, tudi če ne razumete, ne podpirate ali sovražite vsebine, ki jih te organizacije izvajajo z temi programi in z evropskimi sredstvi, vseeno pa z pomočjo teh sredstev hodijo tudi ogromno tujcev v mesto, tukaj za ta denar spi in je v naših gostilnah, no, in pač zapravlja po trgovinah. No. Pač je nek efekt, ampak zelo neprepoznan in zelo težko je verjetno tem organizacijam delati na ta način, če same vejo, koliko truda pač vlaga v svoje delo in koliko pozitivnih učinkov prinesejo v mesto, potem pa so deležni komunikacije, ki je privedla do nekega alarmantnega stanja, ki ga ne bi rabilo biti. Ja. Gospod Matjašič. Ne, se stanje alarmantnega ni glede organizacije. Mislim, da dejavnost treba pogledati, kaj počnejo. Recimo v sektorju mladine, ker sem sam deloval, še delujem, je bil celo izražen interes, da bi podpirate center mesta ali je vseeno, kje delujejo? To je bilo prvo vprašanje. Da bi radi delovali bolj razpršeno po mestnih četrteh, je bil interes recimo mladih mladinskih centrov, da bi bili razpršeni, da bi dosegli čim več mladih. Tako da dejavnosti do dejavnosti. In tu je spet nastopi strategija, ponovno. In nek nadzor, neko upravljanje urada, konkretno kot kultura mladino, ki je trenutno neoperativen. Kdo bo pa to strategijo pisal? Župan, podžupan? Ja, v bistvu danes se strategije ne pišejo več v uradniških pisarnah, to je bilo popularno v 80-ih, 90-ih. Danes se strategije pišejo, pripravljajo skupaj z vsemi, ki so zainteresirani v določeni skupnosti. Ne. In recimo dam vam primer, če ste hodili tudi po Gosposki v času volilne kampanje, dogodke, ki jih je organiziral sedanji župan in njegova ekipa, ti participatorni dogodki, vključevanje občanov, izmenjava mnenj, ne, so v bistvu metoda, na katero pač pridemo do novodobnih strategij. In pričakoval bi v bistvu, da se bi strategije zdaj v bistvu nadaljevale z temi dogodki, no, da bi tudi v bistvu potegnil to metodo dela iz časa volilne kampanje župan tudi v sedanjost, zdaj, ko pač je glavni v mestu. Ja. Ja. Verjetno se nobena dobra strategija ne napiše brez dialoga. Ne? Nobena dobra strategija se ne napiše brez vključevanja različnih deležnikov, ne? Oziroma različnih akterjev na področju. Mislim, jaz ne bom pisal strategije za zdravstvo, ker o tem premalo vem, ker nisem za to usposobljen, ne? Za kulturo. Ampak je zašumelo, ne, med nevladnimi organizacijami, to pa bo zdaj ta politika tega županstva, zdaj bomo šli, kdo več da. Zdaj tu škoda že bila narejena. Tudi pogledajte se, kaj pa po družbenih omrežjih pišejo. Zato pravim, da je stanje alarmantno, zato ker se družba spet po nepotrebnem histerizira, ker je završalo, ker se ljudje pogovarjajo, smo mi naslednji, ker je to predmet vsakodnevnih debat na kavah in na ulici. Zato pravim, da je stanje alarmantno. Boste si dolgoročno poiskali druge prostore, saj ne veste. Zdaj bote, zdaj ne bote, zdaj bote, zdaj ne bote. To je težko tako delati. Ravno to recimo tudi nas z tega vidika, pač ta zadeva nas ravno nekako moti, da ne moreš dolgoročno nečesa načrtovati. Zdaj, če smo realni, res je to, recimo, če zdaj ta razpis, ko je zunaj, če ga zdaj dobiš, se pravi, tu je najem neomejen.
Se pravi, tukaj si nekako zazihran. Ne? Ampak dvomim, da to nevladne organizacije se na to prijavljale. Ne? Naši zadrugi je to zanimivo, naši zadrugi ni zanimivo ta prijava ravno z tega vidika, ker so to sorodne organizacije, s katerimi se nekako poznamo, določene projekte tudi peljemo skupaj, ne? In je z tega nekako nam je dobesedno, ni nam všeč, da bi dobesedno mi katero od organizacij morali izriniti iz svojih prostorov. Ne? Je pa druga zadeva ta, da morda če ne bomo mi, bo kdo drug, ne? Tako da, ker je projekt tako, ker je sam razpis tako nastavljen. Tako da to nas nekako bega, ne? Ker sama zadruga, recimo, ko smo trgovino spostavili, naša zadruga potrebuje trgovino v centru mesta. In če se bo pojavilo podjetje z veliko denarja, pa bo pripravljeno dati za najemnino 3-krat več kot bo kakrkoli nevladnik, kaj potem? Ja, že 1 evro več je dovolj, ne, da te izpodrine, ne da bi da 3-krat več. Bomo nove McDonald'se in ostale imeli, ali kaj? Župan ima možnost ne skleniti pogodbe. To je varovalka, ki jo zakon dopušča. Torej, govorimo, ko se razpis konča. Boste vi kot predstavniki koalicije, kaj podpirate, ko ste se pogovarjali na to temo? Da naj razmisli, vem, da zdaj vlečem vas za jezik, ampak... Ne, odkrito se pogovarjamo. Jaz sem povedal, da sem spostavil nevladnike in da vsekakor, ko bodo ponudili na mizi, da tudi nas obvesti in pove, kaj se župan namerava s temi prostori. Sem pa kot rekel, ni tako črno, lahko župan še vedno ne sklene pogodbe, tudi če kdo nekoga prehiti za 1 evro. Kaj boste v Listi Pešča? Naše mnenje je, da bi bilo zdravo, da v tem trenutku, že v tem trenutku župan to dražbo prekine, da v obravnavo in sprejem pravilnik, katerega predlog in osnutek je že pripravljen in ga ima župan vsaj na e-mailu, če ne na mizi. Ampak strategije še pa nimamo, pravilnik pa bo iz česa nastal. Z pravilniki bi določili možna področja in potem teritorialno razporeditev teh področij, kaj si želimo, na katerem mestu v centru mesta, v starem mestnem jedru. In potem zgodba ponovi. Potem tudi s tem bi mogoče popravili trenutno situacijo in trenutno zagato in še tistih nekaj organizacij, ki bo zdaj prišlo na tnalo, ki jim bo tudi kmalu se iztekale pogodbe, ker zdaj govorimo o čist prvem valu. Ne? Potem pa neka širša razprava in priprava strategije in vizije in potem prilagoditi vse aktivnosti tej strategiji in viziji. Zato, ker zdaj izključno sklicevanje na zakonodajo, da mora biti v bistvu finančni kriterij tisti v takšnem razpisu oziroma dražbi. Potem v bistvu nevladniki in vse zavodi nimajo več kaj iskati. Popolnoma, v bistvu to, da je to edina rešitev, sploh ne drži, ker že danes zakonodaja omogoča, da ti niti sploh ne rabiš dati finančnega kriterija, ampak daš nekatere druge. Želim si izbrati ponudbe na področju turističnih storitev, recimo, ali pa želim si izbrati ponudbe na področju, ne vem, prodaje ekološko pridelane hrane. To danes že omogoča zakonodaja in problematično v tem vsem skupaj je, da je izključno denar ta kriterij. No, in to... Ja. Gospod Kavrin, se strinjate s tem? Ja, seveda. Mislim, gre za to, katere kriterije uporabljamo. Ali je kriterij vsebina, ali je kriterij to, kaj to ljudem prinese, kaj to prinese mestu, nekemu normalnemu, nekemu občanu, povprečnemu, ne? Ali je pač edini kriterij denar. Ne? Zdaj mogoče bi se mogli samo malo popraviti, ker smo večkrat rekli, da te strategije ni, pa to lokalni program za kulturo obstaja, ne? Je bil napisan, leži nekje v predalu. Leži nekje v predalu, lokalni program za kulturo tudi v tem trenutku je napisan do leta 2020, ne? Je tudi že, bi ga bilo treba obnoviti, treba bi ga bilo do 2020? Ja. Bi ga bilo treba osvežiti, napisati na novo. Dosti stvari je, ki so se spremenile iz leta 2015, takrat, ko se je pisal, je v bistvu dosti dobro napisan, ima neko vizijo, ima neko strategijo, treba v bistvu samo delati na tem, pa mogoče se res zavezati, da se sprejme. Ne? Dobro, z zaključnimi besedami čez nekaj minut po oglasih.
Mi smo v zadnjem delu oddaje v Mariboru si zaključne besede, torej kaj zdaj reči, nekaj se je zgodilo, ugotovili smo, da ni ravno najbolj primerno se zgodilo, bom rekel, s to dražbo za prostore, kjer so nevladne organizacije, tudi na primer od Kalke podobno. Kaj torej najboljša rešitev, tudi, bom rekel, strani zadruga? Zdaj, po teh besedah, katere smo slišali danes, je za nas ena dobra rešitev ta, recimo, da se potem res vloži nekaj sredstva v samo tkalko, da tkalka ostane in potem tudi ima zadruga, ne rabi z danes na jutri, lahko rečemo, iskati prostorov in se rinjati, tako je, in lahko ostane v tem prostoru, čeprav sami vemo, da se želimo na neko bolj frekventno ulico še, za samo našo ponudbo, da ne ostanemo v tkalskem prehodu, ker tudi zdaj sama gotovost tkalke same, ne vem koliko še kaj je, nekatere organizacije so si že poiskale nove prostore, tako da vprašanje je, kako bo se sedaj zgodba tukaj razvijala. Ker malo se bojim, da smo se morda o tem začeli pogovarjati, kako vsaj leto dni prepozno. Prepozno. Gospod Matjašič? Ja, kot sem že dejal, situacija tkalke se kratkoročno rešuje, dolgoročno, kot ste sami rekli, nima neke žal prihodnosti. Situacija z ostalimi se bo reševala v okviru strategije. Je pa treba vzpostaviti na občini, konkretno na uradih, prej sem imel kulturo in mladino, sistem upravljanja s tem, nadzora, preprečevanja zlorab, prej sem eno omenil in pač iti po tej strategiji potem dalje. Gospod Milovanovič? Boljša komunikacija, dialog, razumevanje, strategija, vključevanje, dialog, razumevanje in tako naprej. In pa gospod Kavrin? Ja, se strinjam. Edina rešitev za vsak problem je konstruktiven dialog in konstruktiven dialog, ki je namenjen temu, da delamo programe, da delamo projekte, ki so namenjeni ljudem, ki so namenjeni javnemu interesu, ki zastopajo načela in vrednote solidarnosti, vključevalnosti, sodelovanja in to. Pod 100 občine, pa seveda 2100 podpisov peticije je že, pa tudi danes smo marsikaj slišali, razmislite. Nasvidenje tudi prihodnji teden.